Zaradi gospodarske krize, ki nas je doletela v preteklih letih, smo v obdobju, ko nimamo prepotrebnih izvajalcev in delovne sile za želene investicije. Žal pa se še vedno velikokrat zaplete tudi pri zakonskih določilih. Če prizna oziroma pove predstavnik državne institucije, je problem toliko resnejši. Namreč zadevo smo si tako zelo zakomplicirali, da včasih investitorji preprosto ne vemo, katere dokumente vse moramo pridobiti. Jasno želimo legalno graditi oziroma rekonstruirati. Predvsem pa ta moment kot novo prepoznamo zahteve soglasodajalcev, ki so neskladne z zakonodajo, na podlagi katerih se soglasja izdajajo. Jasno, potem sledi dolgo usklajevanje, ki traja lahko več mesecev sigurno, lahko pa tudi več let, kar pa jasno pomeni zaustavitev investicije. Da je mera res polna, se pri javnih investicijah pogosto zaplete že pri izbiri izvajalca, ki lahko traja in traja. Mislim, da bi zakonodajalec moral zakon spisati tako, da bi naročnik imel možnost odločanja, ne pa zgolj, da je naročnik servis ponudniku, ki je v bistvu, lahko rečem, namazan z vsemi možnimi žalbami, tudi ustrezno opremljen z vrhunskimi pravnimi strokovnjaki in potem jasno sledijo razne posledice na javno naročanje. Zavedati se moramo, da marsikateri ponudnik namerno odda nepopolno ponudbo, da pride do odpiranja, jasno vidi, kje je njegova konkurenca in temu primerno v precejšnji meri prilagaja potem ponudbo, saj ga moramo mi kot investitor pozivati na dopolnjevanje in tukaj pa je žal manevrski prostor, ki ni, bom rekel, v prid naročnika. Resorno ministrstvo upošteva pripombe stroke in zainteresirane javnosti, vendar ne za vsako ceno. Gre razumeti Barbaro Radovan. Cel trojček zakonov, gradbeni zakon, zakon o urejanju prostora, pa zakon o inženirski in arhitekturni dejavnosti oziroma arhitekturni in inženirski dejavnosti so bili pripravljeni z eno veliko mislijo na to, da se seveda te investicijske poti nekako uredijo, izčistijo, tudi olajšajo, seveda pa nikakor ne na račun javnega interesa. Tako da na tej poti je zanesljivo en inštrumentov je predodločba, združitev postopka gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja, na ravni zakona o urejanju prostora pa recimo lokacijska preveritev. Predstavnik direkcije, torej javne institucije, pa ministrstvu oziroma vladi sporoča. Pustimo se presenetiti. Mislim pa, da ne. Ne samo država, tudi lokalna skupnost želi tovrstnih konstruktivnih posvetov, ki imajo za posledico predloge za zmanjšanje administrativnih bremen za investitorje. Primarna pa je seveda uporabnost, poudarja prvi mož drugega največjega mesta v državi. Zdaj, hvala Bogu, tega aplikativnega znanja v mestu potrebujemo veliko. Začel se nov investicijski ciklus, nekaj podpiramo z javnimi sredstvi mestne občine, nekaj pa z javnimi sredstvi države in tudi Evropske skupnosti. Ker denarja ni nikoli dovolj, se lahko pridružimo misli mnogih zasebnih in javnih investitorjev, ki pravi nekako takole: ko je denar, ne sme biti nepotrebnih ovir za njegovo investiranje.